Pa smo v živo. Evo, odločil sem se, da posnamem svoj prvi live video na Instagramu. In pred kratkim, evo ga, en me že kliče takoj, ko sem začel tole snemati. Moram tole prekiniti. Ja, pred kratkim, v bistvu včeraj sem se vrnil iz Beograda, kjer sem spoznal enega Igorja in on posname čisto vsak dan en Instagram video, kjer podeli kako kulsko stvar, in tudi jaz bi rad z vami danes podelil par uporabnih stvari, ne samo zato, da se snemam, ampak zato, da podelim kako stvar, ki lahko vam pomaga do spremembe pa napredkov v življenju. In mogoče kar začnem z mojo zdravo Nejc, zdravo Damjan. Evo, sta se že Nejc pa Damjan priključila, dobrodošla. Pa tudi vsi tisti, ki gledate posnetek na Instagramu. Pred kratkim sem se vrnil z potovanja 7 dni čez Bosno in potem čez Srbijo, to se pravi do Beograda. Nadja je imela tam seminar, to se pravi temelje. Zdravo, Suzana. Nadja je imela tam seminar temelji, 4 dni smo bili tam od četrtka do nedelje. In je v bistvu en zelo tak intenziven seminar. O, Simon, zdravo. Zelo intenziven seminar v Beogradu, in kaj sem dan želel v bistvu z vami podeliti, je to, kakšne super naravne moči imamo vsi. Tukaj govorim o moči zaznavanja, koliko mi okolico zaznavamo. Recimo, takoj ko pridete recimo ali v Bosno ali pa v Srbijo, lahko zaznate drugačne energije. In mi vsi zaznavamo ogromno količino energije, ki je vse posod okoli nas, ampak večinoma mislimo, da to pripada nam, da je to naše, in potem sami sebe obsojamo, zakaj se tako počutimo. Naj povem čisto iz svojega primera. Ko sem jaz vstopil v Bosno, recimo bila sva v Ključu, to je v Bosni, to je blizu Jajca, na poti do Jajca. In tam sem jaz zaznal zelo velike ene take, bom rekel, take zanimive energije, zelo ene pomešano med energijo, ki ima zelo visoko frekvenco, in pa nekaj med jezo in nekaj med žalostjo. To se pravi, veliko je bilo ene jeze pa žalosti tam vmes, ne. Ampak jaz sem mislil, da to pripada meni. Na kar sem ugotovil, potem ko smo bili na Beogradu v Beogradu na seminarju, kjer je bila ena nena, ki je preživljala otroštvo v Ključu, to se pravi v tem mestu ali pa vasi v Bosni in Hercegovini, in potem je ona povedala, da tam je bilo srce te vojne v Bosni in Hercegovini. In vsa ta energija, ki sem jaz tam zaznaval, vsa ta žalost in ta jeza, je pripadala tistemu območju. To se pravi, tam se je veliko enih stvari dogajalo med vojno, in jaz sem zaznaval vse te energije tam. In tudi vsak od vas ali pa vsak od nas ima to nadnaravno sposobnost, da zaznava te energije. In kar sem hotel vam povedati je, da je fajn, če to ozavestite, da vedno zaznavate vse okoli vas. In to sposobnost imamo vsi in vedno smo jo imeli, ampak zdaj eni imamo bolj, bomo rekli, eni malo bolj zaznavamo, drugi malo manj zaznavamo, ampak vsi pa zaznavamo, ne? Čisto odvisno od tega, koliko smo odprti za prejemanje. In skozi moje delo na telesu, na sebi, preko tehnik Access Consciousnessa, preko Access Bars, preko telesnih procesov, ki sem jih prejel, se vedno bolj odpiram prejemanju, vedno bolj se odpiram zaznavanju teh energij.
In kaj sem hotel z vami danes podeliti je, da kadarkoli boste zaznali nekaj, kar ne pripada vam, oziroma neko spremembo v telesu, neke čudne energije, da se vam nekaj čudno premika v telesu, ali boste zaznali žalost, ali boste zaznali jezo, nekaj v vašem telesu bo drugače, se lahko vprašate oziroma ozavestite, komu to pripada. Lahko si sam postavite vprašanje. Zdravo Mateja, zdravo Primož, zdravo Mili, Tor, evo ga, super. Lepo da se lahko pokonektamo. Ko boste zaznavali kakršnokoli spremembo v telesu, lahko se vprašate, komu to pripada. Samo postavite si vprašanje, komu to pripada. In zaznajte, kaj se zgodi z energijo v vašem telesu. Če bo tega, to se pravi, če se bo ta energija razblinila, če bo v vašem telesu več lahkotnosti, to pomeni, da to ni pripadalo vam. Oziroma, tako bom rekel, vsak bo to nekako zaznal na svoj način, na svojstven način, ampak zaznali boste, da se je nekaj spremenil. Zaznali boste, da se je nekaj drugače. Ali pa boste dobili samo zavedanje, to ni pripadalo meni. To pripada okolici, to pripada prostoru, to pripada državi, to pripada ljudem, ki so okoli mene. In vedno boste zaznali. In recimo, jaz grem najrajši na sprehod v gozd. Zato, ker takrat tam zaznavaš samo drevesa, zaznavaš samo v bistvu umirjeno naravno energijo. In tam je za mene v bistvu najbolj prijetno, da sem v gozdu. Zato, ker kakor grem v mesto, ful stvari zaznavam. Ogromno stvari zaznavam. In tudi vi verjetno jih zaznavate. Ampak kaj velikrat naredimo, to hočemo kar malo potlačiti, te zaznave. In pa niti nas ni nobeno polnomočil, da mi sploh zaznavamo kaj, ne. Ampak mi zaznavamo misli, mi zaznavamo čustva, mi zaznavamo občutke, mi zaznavamo energije iz okolice, ne. Recimo, ko sem bil v Münchnu, mi je bilo grozno, ne. Mi je bilo grozno, ful grozno mi je bilo tam. Bil sem tam par dni in tako, prišel sem iz Slovenije, če sem bil v redu, pridem v München, totalno neka ala depresija, neka jeza, kar nek miks vsega, ne. In to je bilo do takrat, dokler nisem ozavestil, da je ful blizu Münchna Dachau, to se pravi, je bilo koncentracijsko taborišče. In jaz sem zaznaval to. In potem takoj, ko sem ozavestil, je bilo bolj, se je sprostil, sem rekel, ok, to ne pripada meni, jaz samo zaznavam. In to je neka, bi lahko rekli, v tej realnosti super naravna moč, ki jo kao imamo, ampak to ni nobena super naravna moč, to je to, kar se nam vsem dogaja, vsi zaznavamo. In zaznavamo ne samo, ne vem, mogoče 1 meter ali pa 2 metra od nas, čisto odvisno od vsega posameznika, zaznavamo lahko, ne vem, 1000 kilometrov okoli. In bodite pozorni, ko pridete v kako državo, kako se vam lahko energija takoj spremeni. Ne? Ampak, če vi samo zaveste, jaz zaznavam okolico, pač ok je, ne rabim biti efekt tega, in takoj, ko si priznate in jo zavestite, niste več efekt tega. In lahko zberete, kar vi želite. Ampak vedno bo ne moramo se izogniti tem zaznavam, sploh če hočemo biti bolj zavestni. Bomo vedno bolj zaznavali. Ampak, ko uporabimo orodje in se vprašamo, komu to pripada, dobimo zavedanje, vsako vprašanje nas pripelje do zavedanja. Vsako vprašanje nam odpre portal za dostop do neskončnih, bomo rekli, do zavedanja. Kaj pa zavedanje? Zavedanje pa polje. Zavedanje je tam, kjer vse obstaja in nič ni obstojeno. In to je polje neskončnih informacij. In ko mi postavimo vprašanje, dobimo dostop do tega polja energijsko. In ko se vi vprašate, komu to pripada, dobite dostop. In dobite zavedanje, dobite informacijo, ali to pripada vam, ali to ne pripada vam. In v večini primerov, 99% primerov,
To ne bo pripadalo vam. In potem, ko zavestite, da to ne pripada vam, lahko to spustite in se zavedate, da to pripada okolici, da to pripada komorkoli že. In vsi imamo to super naravno sposobnost zaznavanja in vedno zaznavamo. Pejte v bolnico, pa se sprehajate 1 uro po bolnici, pa zaznavite, kaj se dogaja v vašem telesu, zaznavite, v bistvu ozavestite, kaj zaznavate. Okay? In če se sprehajate 1 uro po bolnici, kaj boste zaznavali? Boste bolj veseli, juhu, gremo. Ali boste, fuck, nekaj me boli, ker nekaj me stiska. Popete pa v gost, pa spet opazujte, kaj zaznavate. Se kar sprosti, fuck, končno mir, gost, ne. Ali boste bolj zakrčeni, ne, hiter ven. Samo priznajte si, kaj zaznavate. In orodje, komu to pripada, vam je lahko ful veliko pomoč. Ok? Evo, in kaj se je dogajalo v Bosni, ogromno zaznavaš, ne. Tudi v Srbiji energija se skrči. Zato, ker zaznavamo druge ljudi, zaznavamo situacijo, zaznavamo njihove sodbe, njihove misli, njihove v bistvu poglede, njihove sodbe in to pač potem mi zaznamo v našem telesu. Ne rabimo biti efekt tega, samo vprašamo se, komu to pripada. Ok. To orodje, ki sem vam ga zdaj povedal, prihaja iz Access Consciousness. Access Consciousness je sklop orodij, ki jih tudi jaz učim na delavnicah, ena izmed delavnic je Access Bars. Čez 2 dni, koga zanima, imam pa delavnico na Vranskem, delavnico telesnega procesa. To so telesni procesi, ki se izvajajo z polaganjem rok na telo, lahko na sebi, veliko bolj močno je pa, če to delaš nekomu drugemu. In s tem, ko delaš v parih, se naučiš telesnega procesa. Telesni proces, ki bo zdaj na Vranskem, se imenuje odstranjevanje in izkoreninjenje utelešenja preteklih misli in čustev. Ker mi imamo ogromno enih misli in čustev iz naše preteklosti, v tem življenju, pa iz prejšnjih življenj in ogromno tega energijskega v bistvu balasta imamo v sebi. In ko zaženemo ta proces na telesu, se začnejo odstranjevati misli in čustva, ki nam ne služijo, ki nas omejujejo, ki so nekako v našem fizičnem telesu, pa tudi v naših energijskih telesih. V našem energijskem telesu je tega veliko in ko odstranjujemo mi to za sebe, odstranjujemo tudi za cel svet. In kaj bi bilo potrebno, da se osvobodimo preteklih misli in čustev, ki nas ovirajo. In ta telesni proces to odklepa. In če vas zanima, pojdite na mojo spletno stran neitsvolerits.com in lahko pogledate moje delavnice in pridete in da naredimo skupaj spremembo, da se začnemo odpirati in da začnemo odklepati te energijske omejitve. Okay? Energijske in fizične omejitve. Ker ko odklenemo stvar energijsko v nevidnem polju, ki ga vsi zaznavamo, ne? Se glih, kar smo rekli, da imamo super naravne sposobnosti in zaznavamo misli, občutka in čustva iz okolice, energijo, preteklo energijo, lahko tudi iz preteklosti, energijo celotne države lahko zaznavamo. Ampak to je v nevidni sferi, to je fina energija, katero vsi zaznavamo. Okay? Eni bolj, drugi manj, velikrat jo potlačimo s hrano, z drogami, z obsodbami, velikrat to potlačimo, zato ker nam je too much, ker mislimo, da je to naše in nas stiska, ampak v bistvu pripada okolici. In to je v fini energiji in večino teh omejitev je v naših energijskih, bolj, bomo rekli, nefizičnih telesih. In ko začnemo delati na rokami in izvajati telesne procese, se začne to spreminjati, se začnejo te omejitve topiti, razelektriti. To delamo isto z barsi, z točkami na glavi, katere delavnice tudi izvajam, pa tudi z telesnimi procesi. In tokratni telesni proces, ki bo v sredo, je odstranjevanje preteklih misli in čustev, ki bo na Vranskem, tako da pojdite na mojo spletno stran in si pogledajte in se prijavite, če vas zanima. Jaz bom še več teh videov snemal, zato da
spreminjamo energijo nas, spreminjamo energijo celotnega sveta, Slovenije, da ozaveščamo določene stvari skupaj in delamo spremembo skupaj. In kakšna sprememba smo lahko za cel svet in kaj lahko spremenite v vašem življenju z lahkoto in kaj bi bilo potrebno, da imamo popolno lahkotnost v našem telesu, kaj bi bilo potrebno, da imamo popolno lahkotnost v našem življenju, kaj bi bilo potrebno, da se odpremo neomejenemu prejemanju, kaj bi bilo potrebno, da se odpremo neskončni lahkotnosti, neskončni zavesti in vse, kar nam to onemogoča, bi želeli, da uničimo in odkrijemo. Pa dajmo. Počistimo vse omejitve iz podzavesti, ki nam preprečujejo, da bi imeli neomejeno lahkotnost, neomejeno prejemanje, da bi energija tekla skozi nas, tako kot je tekla skozi nas, ko smo bili mali otroci. Ko smo bili polni navdušenja, polni veselja, polni energije praktično. Ne? In brez sodb. Ok, najlepša vam hvala vsem za danes. Evo, moj prvi Instagram live je uspel. Upam, da ste se kaj fajnega novega naučili. Upam, da smo kaj novega skupaj odklenili zase in za cel svet in za celo Slovenijo. In kaj je bilo potrebno, da v naše življenje prikličemo še več spremembe, še več lahkotnosti skupaj in da se temu odpremo skupaj. Ok, najlepša vam hvala in se vidimo naslednjič. Čau.